Hej, hoj, sem Amina. Med pripravami na Cankarjevo tekmovanje se sproščam z risanjem in stripi. Zanima me, kaj se je pletlo v glavah avtorjev Cankarjev stripu, da so njegova dela predelali v stripe. Živja! A če zdaj preberem te stripe, mi ni treba več brati Cankarja? Ne, Cankarja je treba brati, ampak tele stripi pa pomagajo, da si lažje znaš predstavljati, lažje posežeš po knjigi in jih tudi mogoče malo bolj razumeš. Zakaj ste se odločili, da Cankarja mladim približate s pomočjo stripa? Strip zadnje čase postaja vedno bolj aktualen in popularen. Ko mladi vidijo, slikice, ne bo toliko za brati, pa jih ujamemo na finto, pa dobijo vseeno veliko vsebine. A mislite, da bi bile Cankarju vaše predelave všeč? Jaz sem občutek, da če bi mu jih prinesel, bi rekel, ne zdaj, ne moti. Čisto mogoče bi bilo, da bi nas zatajil. A vas je bilo strah na humoren način predstavljati Cankarja? Strah glih ne, bila pa to ena odgovornost. Kako boste v bistvu sprejeli nekaj, kar se za vsi pravijo, joj, to je pa unka ful morine. A ste se tudi vi naučili kaj novega o Cankarju? Jaz nisem vedel, da je bil on v bistvu zvezdnik oziroma totalen celebrity, ki je pisal že za časa svojega življenja. In zdaj, če takrat bi bili fotoaparate, bi tudi po mojem siguren kakšen selfie z njim tako lepadal. Pa to, da se je res preživljal s pisanjem. On je bil prvi slovenski profesionalni pisatelj. Da Ivanova mama, od nje ne obstaja nobena fotografija. Meni se zdi, da je bil Cankar kar upornik. Kakšen se pa je vam zdel? Manj kot upornik, da je bolj emo na trenutke. Tako, ima določene neke nerazčiščene čustvene stvari, za katere upamo, da smo jih mogoče tudi s temi stripi mu rahlo olajšali. Tudi sama zelo rada rišem. Mi date kakšen nasvet, kako narisati podobe v stripu? V bistvu samo to, da ne nehaš risati. Ker večina odraslih neha risati in potem govorijo, da ne znajo risati. Čeprav je Cankar v stripu zabaven, mi kot kaže tudi original ne bo všel. A zdaj ga bom zagotovo lažje razumela. Adijo!